Razpis oziroma javni poziv bo objavljen od 29. marca do 29. maja, kar pomeni 60 dni bodo potencialni prijavitelji imeli čas, da pripravijo svoje vloge. Imeli bomo skupaj na razpolago razpisanih 290 335 tisoč evrov za stopnjo sofinanciranja 85%. Torej pri kmetijskem skladu imamo 85%, pri regionalnem, katerega smo ravnokar zaprli, pa 80% sofinanciranja. Operacije so, torej, oziroma upravičenci iz tega razpisa so lahko tako fizične osebe, tako kmetje z dopolnilno dejavnosti, potem so lahko podjetniki, osebe javnega prava, torej zelo širok spekter je upravičencev, pa tudi kmetijski sklad pač ima to lastnost, da sofinancira operacije na celotnem območju upravne enote Ormož, regionalni pa samo v urbanih središčih. Torej je na razpolago nekoliko večji manever za potencialne prijavitelje. Zdaj bi pa mogoče malo predstavili ukrepe, kateri so zajeti v okviru tega tretjega javnega poziva. Prvo je ukrep 121 spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu. Namen tega ukrepa je spodbuditi partnerstva, ki bodo vršile izobraževanje bodisi podjetnikov, bodisi kmetov, ki bo prirejeno potrebam upravne enote Ormož. Seveda pa mora pri tem ukrepu potencialno partnerstvo upoštevati tudi vse specifičnosti ukrepa M1 iz programa razvoja podeželja, kajti to je nekako dopolnitev tega ukrepa. Torej morajo imeti ustrezni program izobraževanja, morajo imeti za izobraževanje kompetentne osebe, ki torej dokazati, da so sposobne izpeljati neki program izobraževanja, morajo na koncu tudi izpeljati neki preizkus znanja in podeliti tudi spričevala za uspešno opravljen izpit. Nažalost na tem ukrepu ni več na razpolago dosti sredstev, samo 6770 evrov, kajti iz tega ukrepa smo že na prvem javnem pozivu imeli uspešno operacijo Tim, ki je že končana in je že tudi z naše strani bil zahtevek za povračilo stroškov podan v okviru e-kmetije. No, naslednji ukrep je pa podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in aktivnosti promocije in trženja na kmetijah pridelane hrane, vina ter proizvedenih pridelkov. To je ukrep, ki se tudi mora izvesti v okviru partnerstva in ena specifika ima za cilj tudi, da mora potencialno partnerstvo ustvariti vsaj eno delovno mesto na kmetiji. Torej to ni lahek zalogaj. Potencialno partnerstvo, torej kmetje, ki imajo registrirane dopolnilne dejavnosti, vsaj 3 morajo biti, ker tudi v tem primeru gre za dopolnitev ukrepa 4.2 iz programa razvoja podeželja in morajo tudi poleg naših pogojev izpolnjevati tudi pogoje iz tega ukrepa 4.2, kar pomeni med drugim tudi, da morajo v primeru, če so upravičenci v vlogi podali zahtevek za več kot 15 000 evrov nepovratnih sredstev, da morajo narediti tudi poslovni načrt. Torej, to je seveda v primeru, če imajo tudi kakšne gradbene zadeve, morajo imeti tudi gradbeno soglasje in ustrezno projektno gradbeno dokumentacijo. To je kar zahteven ukrep, moram reči, in to so tudi obsežne vloge. Smo pa že imeli v okviru prvega kmetijskega razpisa eno tako vlogo, če se spomnimo, to je bila vloga Eko meso, ki že tudi gre proti kraju, torej je bila uspešno končana, torej imamo izkušnje na tem področju in verjamemo, da bo tudi tokrat, da bodo kandidati, ki bodo izkoristili na razpolago sredstva, ki so v ta namen na voljo.
Na voljo imamo še v okviru tega ukrepa 18.229 evrov, torej na razpolago je pravzaprav za 2 vlogi, kajti vsaka vloga bi morala ustvariti eno polno delovno moč na kmetiji. Seveda pozivamo, da se potencialni prijavitelji predhodno oglasijo pri nas, kajti ta ukrep je verjetno med vsemi ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja in v okviru tega razpisa tudi najzahtevnejši. No, potem imamo ukrep, ki je zelo popularen pri nas, to pa je podpora razvoju infrastrukture in programu izboljšanja kvalitete življenja. Torej, tu na ta ukrep se lahko prijavijo partnerji, ki bodo imeli projekte z področja gospodarske, socialne, kulturne, športno-rekreativne infrastrukture ali pa programov za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva, kulture in drugih aktivnosti. Tu je na razpolago še 73.874 evrov. Apeliram na vse prijavitelje, kajti pričakujemo na ta ukrep, da bo precejšen interes. V okviru prvega javnega poziva je prišlo na ta ukrep 6 vlog. Seveda, v primeru, da bo tak odziv tudi tokrat, bo na žalost potem verjetno možno potrditi samo 2 vloge oziroma samo 1 vlogo, če bi vsi kandidirali na 50.000 evrov, koliko je maksimalna stopnja sofinanciranja, potem bo na žalost podprt samo en ukrep. No, potem pa imamo še en ukrep, to je ukrep podpora razvoju infrastrukture in programu za to pa je ukrep spodbujanje operacij za ohranitev ali izboljšanje stanja narave in okolja. Na tem ukrepu imamo parkirano 621.456 evrov, torej to je kar zajeten ukrep, kjer bi lahko se potencialno prijavljali tudi 3 operacije. Na prvem in drugem razpisu iz kmetijskega sklada ni prispela nobena vloga. Tokrat se nadejamo in tudi nekaj interesa je med potencialnimi prijavitelji že bilo izkazano za ta ukrep, kajti za las bi bilo precej neprijetno, da mi ne bi imeli dovolj interesa za ohranjanje narave, kajti las mora tudi izpolnjevati cilje na tem področju. Tako da tokrat upam, da bodo prispeli vsaj 2 vlogi, ki bi zadostili pogojem iz tega razpisa. Torej, partnerstva morajo biti in potencialni prijavitelji morajo pač v vlogi dokazati, da bodo prispevali k ohranitvi ali izboljšanju stanja narave. Potencialni so projekti, ki bodo pač ciljani v smeri ponovne uporabe odpadkov, ohranjanju biotske raznolikosti, potem so to možne podpore manjšim rastlinskim čistilnim napravam oziroma projektom, ki bodo dokazali manjši vpliv kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda in podobni ukrepi. V vsakem primeru pa, kot sem že enkrat prej dejal, ne samo za dopolnilne dejavnosti bi apeliral, da res potencialni prijavitelji izkoristijo možnost, da nam dajo vloge v predogled, torej tam med 25. in 28. majem, da jih pregledamo in da potem v tej fazi odstranimo, bi rekel, nekatere napake, ki jih mogoče celo ne bi mogli kasneje. Naše delo je kontrolirano strani Agencije za kmetijske trge, tako da vsi postopki, ki se vodijo izbori na nivoju lokalne akcijske skupine, so podvrženi kontroli, tako da pač iz tega vidika pač določenih napak ali pomanjkljivosti, ki jih pač bi se izkazale kasneje, če ne bi vloge prišle predhodno v kontrolo, ne bi mogli odpraviti v fazi dopolnjevanja vlog in potem tudi ne bi mogli podeliti vseh sredstev, kar pa ni niti cilj lasa, niti prijaviteljev.
Zlatko Zadravec bo ukrepe, katerim so namenjena sredstva iz odprtega razpisa, natančneje predstavil v oddaji Med nami povedano 8. aprila. Zagotovo pa tudi operacije, ki so bile uspešne na drugem javnem pozivu oziroma razpisu za sredstva iz regionalnega sklada. Vloge odpirajo v teh dneh. Ja, v ponedeljek 25. marca smo zaprli drugi javni poziv iz regionalnega sklada. Prispelo je 8 vlog, razpisanih smo jih imeli 6 ukrepov, tako da bo tudi ocenjevalna komisija imela kar veliko dela, pa seveda tudi mi, ki bomo vloge morali pregledati, ugotoviti, ali imajo kakšne pomanjkljivosti, predno bo komisija dokončno ocenila in podelila potem tudi točke, kajti vse vloge ne bodo mogle biti na žalost potrjene, kajti nekatere vloge pač kandidirajo, več vlog kandidira tudi na posamezne ukrepe. Lahko pa smo zadovoljni zaradi tega, ker po prvih indicih kaže, pa tudi po kontaktih, ki smo jih imeli s prijavitelji, da so prispele vloge na vse ukrepe, ki so bili razpisani, kar pomeni, da bomo tudi lahko potem razdelili praktično večino sredstev, seveda, če bodo vloge izpolnjevale vse pogoje. Zadovoljni smo tudi iz tega vidika, da je tokrat kar polovica vseh prijavljenih uspela pripraviti vlogo vsaj en dan ali dva pred oddajo in smo mi dobili malo možnosti tudi pogledati v te vloge in smo jim že v tej fazi svetovali dopolnitve. No, nekateri pa so zopet padli v časovno stisko, tako kot je to bilo pri predhodnem razpisu. Pri tistih vlogah pa seveda obstaja vedno riziko, da bodo pomanjkljivosti in se lahko zgodi tudi, da bodo nekatere vloge potem izločene že na naši ravni. V vsakem primeru gre za sredstva, ki so več kot dobrodošla, ter so že in še bodo pomagala mnogim, da lažje uresničijo svoje poslovne ideje in pripomorejo k razvoju lokalnega okolja. Vse informacije in tudi usmeritve je seveda možno dobiti na Javni razvojni agenciji v Ormožu.